Lep pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa. Dobrodošli v našo družbo. Peti krog sezone 2017-2018 v prvi ligi Telekom Slovenije se začenja v Knežjem mestu ob Savinji. Nogometni klub Celje na svoji areni z dežele gosti nogometni klub Triglav iz Kranja v dvoboju med 7. in 8. uvrščeno ekipo slovenskega državnega prvenstva v tem trenutku. Brecelj, predložek v sredino, tam je Dangubić, pa priložnost za Šauperla in strel mimo gola. Za njegovo moštvo neke vrste nagrada in zelo je bil vesel, ko so njegovi varovanci ostali neporaženi proti Ljubljančanom. Medtem pa priložnost za Triglav in Lupeta je utekel in tole bo očitno rumeni karton za simuliranje za Josija Lupeto pri domači ekipi, in sicer Šauperl danes začenja na mesto Kesića. Pa priložnost medtem za Kranjčane. Ali pa je tole vendarle Gajić. No, zdaj priložnost morda za Poplatnika in za Triglav. Matej Poplatnik in v bloku je bil Brecelj. Lupeta močno in obramba Džafića. Danes seveda manjka v prvi postavi 37-letni Vlado Šmit. No, zdaj pa velika priložnost za Triglav. Matej Poplatnik in brani Rozman. Požek Vancaš. Pa zdaj Lupeta v kazenskem prostoru, obramba Džafića, še enkrat Požek Vancaš. 1998, ko je Triglav v Kranju zmagal z 1-0. Medtem pa nova podaja pred gol in gol! Rumeni karton bo dobil Filip Dangubić, ker je z roko žogo poslal v mrežo. Dobra žoga v sredino in gol! Elvedin Džinić pelje Celjane v vodstvo na začetku 66. minute. V kazenskem prostoru natančna podaja Filipa Dangubića. Malce je narobe stal Arhčesen, ki se mu je za hrbet prikradel Elvedin Džinić. Precej prostora je imel nekdani branilec Maribora. Podajalec, leva stran je popolnoma prazna, Arhčesen ima veliko prostora, priložnost je za Arhčesna, brani Rozman in gol! 1-1. Arhčesen prišel do strela, njegov strel je Rozman še uspel odbiti, tam pa je bil pred vrati Dejan Robnik, ki se je odlično znašel in iz obrata zadev za 1-1. Elvedin Džinić je popeljal Celje v vodstvo v 66. minuti, v 86. pa je Dejan Robnik izenačil za Triglav. Glede na statistiko, predvsem po strelih, bi lahko rekli pravičen izid v Celju. Ja, prvi polčas mislim, da je bil precej reven z naše strani. Mislim, da nismo bili na nivoju, na katerem smo sposobni. Drugače smo imeli neko pobudo ali pa dosti mogoče enakovredna tekma, čeprav tudi gostje so imeli situacije, podobno kot že v prvih kolih so se tudi danes izkazali za zelo kompaktno in ekipo, ki ve, kaj hoče. Tako da prvi polčas ni bil na nivoju. Drugi polčas smo potem odprli precej boljše, mislim, da smo mi tisti bili, ki smo res konstantno napadali. Ja, jaz s točko sem zadovoljen, tudi tako kot se je tekmo odvijala. Mislim, da prvi polčas smo imeli 2-3 zelo lepe priložnosti, da bi lahko povedli. V drugem polčasu smo nekoliko utrpeli večjo agresivnost domačinov, ker nismo uspeli več žoge zadržati, preveč smo se povlekli nazaj. Ampak s tem seveda plačujemo tudi nekoliko davek prvoligaške neizkušenosti. Smo relativno mlada ekipa.